Danes bomo naredili en tak chit-chat. Zapreti moramo okno. Danes sem se odločila, naredila en tak chit-chat, get ready with me. Čist na simple, ne vem, kaj bom govorila. Govorila bom o enih pač temah, ko me trenutno, kaj se vem, pač rada bi govorila. Imam pa še nekaj za narediti zraven, tole lasuljo sem dobila, trenutno ful seksi. Ne, dobila sem še eno lasuljo od Perfect Lace Wig, je amazing, ful lepa lasulja. Všeč mi je barva, všeč mi je vse na njej. Ampak jo bom zdaj skodrala in boste videli, kako to gre. Trenutno je pač pripravljena, da jo začnem kodrati. Tako da najboljš, da kar začnemo. Malo detajlov v lasulji, seveda spred ima čipko, ki sem jo tudi že odrezala, ker sem lasuljo že nosila. Ima tudi baby hairs, se pravi pač krajše lase spredaj. Pa posebnost pri tej lasulji je še to, da ima čipko povsod. Se pravi, vsi lasje so noter narejeni s čipko, kjerkoli odprem bo čipka. Zdaj vam tega ne bom kazala, ker je narejena v tale čop, zato da jo lahko začnem kodrati. Ok, tole je moj kodralnik za lase, ko ga imam, mislim, da to bil moj prvi kodralnik, v glavnem od Bellissime. In nastavila sem ga na najvišjo toploto, zaradi tega, ker ne vem pač. Zdaj pa najbolj, da pač kar vidite, kako bo to šlo, ker še jaz ne vem, kako se bom v bistvu tega totalno lotila. Majčkeno bo težje, zaradi tega, ker je pač lasulja, a ne? Ok, naredila si bom make-up. Wow, to sem že po malo stokrat povedala. Začela bom s tem, to je puder. Ne bom nekaj ful veliko govorila o zraven izdelkih, pač gledali boste, kaj delam in predvidevali, da se nekaj dogaja, a ne? Beauty blender bom uporabila suh, ker se mi ne ga ne da iti splahant. Tako da, kaj sem jaz danes hotela govoriti? Prvo bi rada rekla, da karkoli povem o tem videu ne leti na nobenega konkretnega, ampak pač govorim nasploh o YouTubeu in o problemih, ko se zadnje čase pač pojavljajo na tej platformi, še posebej pri nas zdaj v Sloveniji. Ja, zdaj se je začelo influencanje majčkeno širiti, končno. In s tem se je začelo tudi razna sodelovanja, ko pač niso toliko cool in bi pač rada govorila o njih. Pač ne bom nobenega konkretnega podjetja omenila, ne bom konkretne osebe povedala, to pač so moje misli o določenih stvareh, ki se trenutno dogajajo v svetu influencanja v Sloveniji. Ja, pa tudi bi lahko rada povedala, da nisem nek ful materialist, ko pač ocenjujem ljudi po tem, kaj uporabljajo glede tehnologije, zato ker bom prvo to omenila. Pač res mi je vseeno, sam nekateri produkti glih niso toliko primerni za govorimo o Wishu, okej? Govorimo o Wishu. Je kitajska firma, ki delajo ful poceni stvari in jih naročiš in pol čakaš, kaj so jim 3 mesece, zato da jih dobiš in stanejo res tak 1 evro. Ja, I don't understand how Wish even exists. Nekaj je ful narobe z mojim pudrom. Ja, na internetu so se pojavile fake slušalke, a ne, fake AirPodsi. Vedno več slovenskih influencerjev jih oglašuje, zato ker pač I guess it's cool, you know? Mislim, da sta zdaj 2 slovenske firme, ko imata na podoben način in pošiljata influencerjem te stvari. Tudi meni so že pošiljali. Tako da te slušalke načeloma imam. Grem jih kar poiskati. Ok, ne, scratch that, pojma nimam, kje so. V glavnem imela sem jih. In vem, kakšne so, vem, kakšne so kvalitete in kako delujejo. Tako da bi vam pač rada nekaj explainala from your local Apple shop, a ne?
da tiste slušalke niso niti približno take, ko so Appleove. Ok, in nehajte verjeti vsem fucking reklamam, ko so gor na internetu. Prosim. Tiste slušalke, zdaj bi lahko jaz to nehala blendirati in začela s čim drugim. Ne komentirati, koliko umazani so spet moji čopiči, zato ker se mi jih ne da prati vsak dan. Relatable slušalke. Primerjava z Appleovimi slušalkami, une slušalke za povezati, grozne. Pač jaz imam ful rada, da se nekaj pač poveže v sekundi, da mi ni treba, da ne traja 100 let, da jaz nekaj nagrutam in da moram držati zraven 100 gumbov, da nekaj prime. Pač jaz imam rada ful preproste stvari, that's why I like Apple, a ne? In tiste slušalke so narejene tako, da jih moraš, ne vem, gumb držati in pa mora nekaj zasvetiti in pol nekaj slišiš noter in it's just a bit complicated, you know? Medtem ko pač prave AirPods se samo odpreš, pa so povezani in pač it's amazing, you know? Ampak kakor pravim, pač cena je ful razlika. Te slušalke so na tej slovenski spletni strani, mislim, da je na 20 €, na Wishu so pa 1 €. You know, it's a scam. Pač sploh niso vredne 20 €, niso vredne niti tiste 1 €. Ne vem, koliko dolgo sploh lahko zdržijo, da pač so uporabne, ker jih nisem uporabljala tako dolgo, ker pač na to prave AirPods, so why would I? To so gledali zlomno. Tudi o tem lahko govorimo, ne, Primark! Vse, kar je ful poceni, a ne, pač valjda, da ni neki ful zanesljivo, ampak, you know, pač ljudje imamo različne prioritete. V glavnem, kaj sem govorila? Pojma nimam. In tiste slušalke, v glavnem, meni so jih poslali, zato da bi naredila reklamo za njih, bitch, jaz, za fake AirPods, no fucking way. In valjda, da nisem naredila te reklame, sicer nismo se pol nikoli več slišali, pa tudi upam, da se nikoli ne bomo. Ampak v zadnjem času pač opažam, da je vedno več slovenskih influencerk, oziroma influencerjev nasploh, ko spet sodelujejo z njimi in dobivajo te produkte. Moj backstory s takimi firmami, v bistvu jaz sem sodelovala z eno tako firmo lani enkrat, oni so me poslali in jaz sem naredila reklamo, sploh nisem bila plačana ali whatever. Kaj imam jaz tu gor na obrvi? Ok. V glavnem nisem bila plačana. Nekaj čist novega moram uporabiti. Nekaj, kar 100 let nisem. Tele še nisem uporabila, dajmo to. Tole je Naked Urban Decay Cherry paletka, ki smo jo poslali lani in je full top. Sicer je za video, mislim, nisem še sploh snemala. Danes jo bom, so let's do this. Kje sem ostala? Ne, čakaj. Primer, ki pa ne vem, kje je. Urban Decay Primer, ki sem ga zadnjič dobila od Jureta, ko sem bila na snemanju. V glavnem, tudi tisti video bo še gor. Kje sem ostala? Ne vem, kar nekaj govorim. Ja, poslali so mi tiste produkte, a ne, in jaz sem sprobala, mislim, da sem naredila video za eno masko, tisto, ko se kao speni, pa še za eno zlato masko. In kmalu potem, ko sem dala jaz to gor na internet, na moj Instagram, sem začela dobivati sporočila, da je to full fake, da to sploh ni original, da je v bistvu ta fake iz te naše strani dejansko dražji od tistega, kar je ko je pač original, ne. In takrat sem jaz začela pač malo paziti, s kom sodelujem, zato ker mi take stvari niso všeč. I made a mistake, everybody does. Ampak definitivno nikoli več ne bi sodelovala z njimi. Da govorimo o naslednjih produktih, ki jih imajo na tej strani. Ta paletka se ful praši, mislim, ful dol pade. Ostali produkti, ko jih imajo gor na tej strani, so pač razne priprave za hujšanje, raj sploh ne bom govorila. V glavnem, vse je tak fake shit in sploh ne morem verjeti, da bi kdorkoli od influencerjev hotel sodelovati s tako firmo, ker ne vem, pač zdi se mi, da imamo mi malo večjo moč, a ne, kot recimo televizija ali pa, ne vem, časopisi, radio, whatever. Zato, ker mi smo pač ljudje, ki nas ljudje poznajo in nam zaupajo in pač vejo, kaj se nam dogaja v privat življenju. In se mi zdi, da bi mogli imeti neko večjo odgovornost s tem, zato, ker naš glas je lahko ljudem ful več pomemben, a ne, pač. Ker imaš feeling, a ne, da sem jaz
oziroma da smo mi influencerji vaši prijatelji, zato ker nam spremljate naše življenje, spremljate nas na Instagramu, lahko nam tudi pišete in se pogovarjamo, pač neka taka malo bolj realne osebe smo, kot pa recimo filmski zvezdniki, ko pač njemu ne moreš pisati I've tried, Ben Hardy mi še vedno ni odgovoril. Pač malo smo bolj resnični ljudje in takim ljudem najbrž folk ful bolj zaupa in imamo majčkeno večji glas. Influencerji imamo, ja, ful odgovornost, tako da definitivno pazite, za koga delate reklame, pa kako delate reklame, ker je ogromno pasti zunaj, tako za kupce, kakor za influencerje. Že parkrat sem se opekla, sem se rešila iz vseh teh stvari. Naslednja tema, o kateri bi rada govorila, je recimo tudi to, koliko se pač influencerji prodajo, whatever. Tudi jaz sem se kdaj za stvari, ko jih v bistvu mi sploh ne uporabljamo. Načeloma lahko tudi po to štejem te slušalke, zato ker dvomim, da kdorkoli uporablja te slušalke v privat življenju, cause they don't work that well. Ja, še en detajl o teh slušalkah. Jaz pa marsikdo, pa tudi moj foter, smo ful občutljivi na Bluetooth signale, pa na Wi-Fi, pa te stvari. In po tistih Bluetooth slušalkah mene toliko glava boli. Po navadnih AirPodsih, teh originalnih me ne, po tistih me pa ful zelo. V glavnem, koliko smo predani. Jaz delam stvari, delam videe o, ne vem, o lasuljah, o Applu, kaj se vem, evo, liščim se trenutno, čeprav se držim ful dolgo nisem, ampak. Ne vem, rada imam knjige, rada imam, rada imam mojega BMW-ja, my love. V glavnem vse te stvari so, ko so pač meni všeč in sem zvesta tem stvarem. Zdaj, recimo, če ostanem na BMW-ju, če mene danes kontaktira Volkswagen, da bi naredili reklamo in da jaz dobim Volkswagna, bi mi mogli prekleto veliko plačati. Mislim, jaz ful lažje delam reklamo za nekaj, kar mi je res všeč in ne bi mogla. Pa nija nič proti Volkswagnu, sam pač jaz ga ne bi imela, no. Ful bi težko naredila iskreno mnenje, koliko mi je ta avto najljubši na svetu. Pač ne, jaz imam rada BMW-je, ne vem, nekdo ima rad nekaj drugega, v glavnem ne bi mogla. Isto, če me danes kontaktira Samsung, da bi radi mi poslali ta najnovejšega Galaxy S10, ne bi ga mogla toliko prehvaliti. Lahko naredim review, ne, pač lahko iskreno povem, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, ampak ne bi ga pa mogla imeti, ne bi ga mogla skozi uporabljati, zaradi tega, ker pač Apple ekosistem in sem si ga zgradila zelo v zadnjih letih, mesecih, ne bi mogla. Dejansko pač tudi ne bi mi bilo všeč, ne bi mogla biti zdaj kar naenkrat full Samsung fan. In se mi zdi pač, da influencerji vsi ostanemo majčkeno bolj zvesti svojim tem stvarem, ki so nam všeč, zato ker, kakor sem rekla, nekomu drugemu pa nekaj sam pokažeš, pa prodaš, pa je že takoj, a ne. Wow! Pač, zdaj pa to moja najljubša stvar na svetu, sem zaradi tega, ker so mi par 100 € plačali. Are you fucking kidding me? No. Tako da, ja, pač rada bi pa še govorila recimo o raznoraznih influencerkah, spet ne leti na nobenega konkretnega to, ki so #body positive. Če si body positive, to ima zdaj, recimo, se navezuje na prejšnjo temo. Oh my god, jaz pol ure že blendam tale. Jaz bom tole zdaj na hitro dokončala, zato ker pol ure že blendam tale eyeshadow. I always do that. In pa se vrnem nazaj. Body positive influencerke. A se vam zdi normalno, da body positive influencerke naredijo reklamo za produkt, s katerim shujšaš? I don't think so. In če naredi nekaj takega ena influencerka, lahko ste 10000%, da je objava plačana, tu sploh nimam komentarja. Ne vem, če se držiš enega določenega pravila pri svojem kontentu, daj se ga drž do konca. Če kar naenkrat začneš oglaševati, kako je fajn shujšati in kako je fajn biti suha, prej si bila pa vedno #bodypositive in zdaj kar naenkrat si pa, ne vem, kako shujšati na najhitrejši način. Don't even get me started. Res ne maram tega v glavnem. In ja, influencanje, kako živeti od influencanja. Jaz bi zelo rada ohranila to, da lahko še vedno delam čist ene videe, ko sploh niso sponzorirali. Ok, čeprav tale video je kind of sponzoriran, lasulje bom na koncu povedala, v glavnem. Hočem ostati pristna, da ni čisto vsak video samo sponzoriran in pač
5 minut govorim o eni stvari, ki pač, ne vem, ima na nek način povezavo s produktom, ostali 5 minut pa razlagam, kaj je ta produkt. Where's your content? Stop being such a sellout. V glavnem, jaz bi rada ostala ful nesponzorirana, ampak bi še vedno rada pač živela od tega, ne? Realnost je, da je treba zvišati cene. Če hočete delati content, da vam bo res všeč, še ena druga opcija, si poiskati službo. Oziroma delati še milijon drugih projektov zraven tega, ki jih tudi jaz delam, pa šlo, ne? Let's be real, od influencerja v Sloveniji bomo zelo težko že kar takoj začeli živeti, treba bo pač delati še druge stvari zraven, zato da se pač zasluži in se lahko plača hrana in se lahko plača najemnina in se lahko plača avto, kaj jaz vem, kaj vse še rabiš v življenju. I don't know, I still live with my mom, hi. Ja, še prej sem se nekaj spomnila. Glede tega, da bi jaz začela kar naenkrat promovirati Samsung. To je tako, da bi, ne vem, Shane Dawson kar naenkrat začel delati reklamo za proteini.si, pač. In what world? Ali pa da bi, ne vem, Shane Dawson začel delati reklamo za lokalno telovadnico. Moraš ohraniti nekaj, da si avtentičen, da nisi prodan in moje obrvi zdaj izgledajo ful grozno. Ok, zdaj bom tiho, ker pač si delam eyeliner. Ok, itak ni enakomerno, but I don't care. Zdaj pa prijemo do zadnjega dela videa. Zdaj si bom dala gor tole lasuljo, ki sem jo prav skodrala. Načeloma bom na hitro povedala, kako si jaz delam lasulje gor, v bistvu, kaj naredim. Vzamem tale Schwarzkopfov Got to be Glued Spiking Glue, whatever. In si moram v bistvu moj skalp malo odstraniti. Pa Got to be oziroma Schwarzkopf me ni sponzoriral pri tem videu. Ok, kaj še zadnji del, ko sem hotela povedati? Vse te sponzorstva pa to pride samo do tega, kaj te osrečuje v življenju. Ker, let's be real, noben noče biti nesrečen, noben noče delati službe, ki ga ne veseli in tudi jaz noče, ne vem, kakve prioritete imajo drugi influencerji, seveda. Ampak jaz definitivno ne bi delala z nekoga, kar me ne osrečuje. Rada bi, da se pač vsi influencerji držimo tega, ker slej ko prej, I don't like sellouts, you don't like sellouts, nobody likes sellouts. Teda bi bilo fajn, da bi pač vsi lepo ostali zvesti sami sebi in promovirali izdelke, ki jih uporabljamo, ki jih imamo radi. Svet bi bil veliko lepši, ljudje smo ful prepogosto nesrečni v lifeu in se kar naprej nekaj pritožujejo in čist na emu preprostemu primeru, jaz včasih moram iti v službo ob 8 zjutraj, ok, to ni niti toliko zgodaj, ampak pač jaz se ne maram zjutraj vstajati. Ampak, you gotta do what you gotta do, ko imaš šihta, ne? In res ne maram včasih, pač res se mi ne ljubi. Ampak ko grem v službo, a ne, pač že na poti, recimo, si naštimam mojo najljubšo glasbo. Ali pa, oh Jesus, to je ful, ok, zajebala sem. V glavnem si naštimam na mojo najljubšo glasbo in se peljem in enostavno uživam v dnevu oziroma v jutru. Ja, saj je zoprno, sem pač, tak je life, a ne, to je treba pretrpeti. In bi vam rada povedala, da iz vsake situacije v glavnem naredite najboljše. Recimo zjutraj, preden grem na šiht, si grem po kavo, se dol usedem in si vzamem par minut za sebe. Oh my god, that didn't work at all. In enostavno pač uživam v tistih parih trenutkih, čeprav mi je full bad. In vedno, kadarkoli moram narediti nekaj zoprnega, recimo, ko moram iti v Ljubljano, ne vem, že tretjič v enem tednu, si pač med potjo naštimam, ne vem, mojo najljubšo glasbo, Queene, seveda, ali pa recimo poslušam kak podcast, najraje poslušam seveda Steva Jobsa, še en izdelek od Glued kolekcije, ne od Glued kolekcije, Got to be kolekcije, in bom posprejala tule gor, čeprav to bi mogla narediti, preden si zdala make-up gor. No daj. Oh my god. Si naredim dan pač tako, kako hočem. Bolj pa še recimo tudi to, sej getam, pač ja, vsi imamo slabe dneve, ampak dajte vsaj ne poskušati drugim ljudem pač pokvariti dneva, zato ker to je pa the worst. Bodite prijazni do drugih ljudi, sploh tisti, ko recimo delate z ljudmi, ko pač se morate prisiliti. Nobody likes an asshole, ok. Ne vem, a si kelnarca, ko si imela slab dan, which I was, by the way. Karkoli, sam dej, ja, prisil se, nasmej se,
Ampak pol, ko prideš domov, če imaš bad dan, pa daj si naredi nekaj za sebe in se pol zabavaj. Naj ne trpijo ljudje okoli tebe čist za fucking brez veze, zaradi tega, ker imaš ti slabo jutro. V bistvu point je v tem, da morate najti v lifeu stvari, ko vas veselijo, ki jih radi počnete. Ja, še nekaj sem se spomnila. Influencerji. Zadnjo sem si pogovarjala z eno youtuberko našo, ki si ne želi vlogati živo, če si se prepoznala. V bistvu ona je rekla, da ona tega ne bi počela zaradi tega, ker gledalci tega ne bi želeli gledati. Tudi jaz sem tako mislila za lasulje. Tudi jaz sem bila, kdo bo to gledal, v Sloveniji noben ne nosi lasulj. To je ja brez veze. Ampak zdaj pa tako, ko sem začela snemati, ne vem, pač to je taka ratala taka moja stvar in ful rada to snemam in ful rada to delam. Zato, ker v lifeu treba delati stvari, ko tebe veselijo, ne ko veselijo druge. In Steve Jobs je enkrat rekel, ljudje ne vejo, kaj hočejo, dokler jim mi tega ne pokažemo. In je imel ful prav, ker noben ni takrat mislil, da bomo rabili kadarkoli iPode in še zdaj ljudje mislimo, da ne rabimo iPodov. Ne, pač upam, da ste dojeli, kaj mislim. Moja frizura je zelo ful bomb. Dej je tam zadnji full mess za mano, upam, da vam je bil všeč en tak malo bolj chit-chat video. Šminko sem še pozabila. V glavnem, upam, da vam je bil všeč en tak malo bolj chit-chat video. Highlighter sem si pozabila gor dati. Če hočete, da večkrat naredim kak tak malo bolj chit-chat video, mi komentirajte dol spodaj. Zdaj, razmišljala sem, da bi naredila kar v bistvu serijo, vsakič, ko dobim eno novo lasuljo, bom naredila en video, tako si se naličim. Danes je bo malo bolj basic, ampak drugič bi pa naredila kaj malo bolj ekstra. Zdaj si lepim lasuljo dol. Jaz sem gotovila, da sem pozabila omeniti. Tale lasulja je z Perfect Lace Wig in dol spodaj bo link. V glavnem tele Perfect Lace Wig, ne bom zdaj nekaj ful dolgo govorila o tem, ampak ful so mi fajne lasulje. Za tako ceno, kolikor jo dobiš, pa da je pravi las, kakor ste videli, sem jo lahko skodrala in vse, jih definitivno priporočam, če vas te stvari zanimajo. Teda, dol spodaj link, mogoče že kakšna koda, nisem ziher. To je to. Carry on. Ja, če vam je bil video všeč, mu dajte en like, komentirajte dol spodaj, če imate kakšne mnenja za deliti. Go ahead, I'm open to everything. Pa definitivno ne se pozabiti subscribati, preveriti na vseh mojih ostalih socialnih medijih. Stay honest, stay happy, stay yourself. That's all I'm gonna say. Se vidimo.